SBS Radio, broadcasting in Slovenian. SBS Radio oddaja v slovenskem jeziku. Dobro jutro in lepo pozdravljeni torkovi slovenski oddaji na narodnem omrežju Avstralije, na digitalnem radiju, kot tudi po svetu preko spletne strani SBS Radia. Lep jutri pozdrav vam iz sidnejskega studia pošilja Tanja Smrdelj. Želimo vam prijetno poslušanje slovenske besede. Ko vidite, kaj delamo mi v studiu, da nas vidite, ker ponavadi na oddajah pač samo nas slišite. Tako da vidite, kakšen izgleda naš studio tukaj, miza, tukaj imamo računalnik, tukaj CD-je, vse drugo, kar rabimo, seveda telefone so na voljo, tudi mikrofon seveda najpomembnejši. In tako vas vse seveda lepo pozdravljamo, da pridete dol, da nas obiskujete tudi, kdaj bomo imeli tudi kakšna odprta vrata. Danes imamo intervju s Tanjo Smrdelj v SBS Radio Studio v Sydneyju. Tanja, vi ste aktivna član slovenske skupnosti v Avstraliji in vaš glas je zelo dobro znan po slovenskem programu SBS Radio, za katerega ste tudi izvršna producentka. Tanja, kje ste bili rojeni, gojili in izobraženi? Najprej seveda lepo pozdravljamo vas, da ste prišli tukaj, ker ste iz Adelaida, tukaj v Sydney, da ste nas obiskali naš studio. Jaz sem bila rojena tukaj v Sydneyju, v zahodnem Sydneyju, bi rekli v predmestju Bankstown. Tukaj sem doraščala v tem delu sveta, kot bi rekli. Preživela sem otroštvo več ali manj v bližini cerkve, v predmestju Greystanes. Tam sem hodila v šolo in tudi obiskala slovensko slomškovo šolo v Maryland, tudi dolga leta, tako da sem se tam, prvič naučila slovenščino. In potem, ko sem šla na prvi obisk leta 87, sem nekaj že znala. Sem bila 3 mesece in sem več tem gojila ta jezik, bi rekli, za otroci, ker tista leta niso veliko znali angleško, tako da si se moral prilagoditi, da si znal ti malo več slovenščine, da so se lahko pogovarjali. Ali so vaši starši Slovenci, oba? Ja, oba sta Slovenca iz okolice Pivke, mama iz Skala, oče iz Trnja, tam v bližini Postojne, tako da bi rekla, sem bila večkrat tam, že 9-10krat, tako da se počutim doma tam, ko pridem na vas, poznam ljudi in se poveselimo, to po tej slovenski navadi. Kako dolgo ste vključeni v slovenski skupnosti v Sydneyju? Jaz sem vključen že od dolgo časa, že od otroških let, ko sem obiskala tudi slomškovo šolo, sem bila tudi član folklorne skupine pri Slovenskem društvu Sydney in takrat smo doraščali v tej skupini ljudi, tudi prijateljev smo še danes, tako da smo bili do nekje 10-15 let smo bili skupaj, smo plesali, ampak kot vsak, seveda vsak ima službo, potem po šoli se konča in potem se malo razgubi to. Upamo, smo rekli, da bi spet začeli nazaj, ampak ni bilo nič. Drugače pa sem bila tudi aktivna član igralske skupine, smo bili tudi na obisku pri vas v Adelaidi pred mnogimi leti. Zdaj nismo igrali že 5 let, mogoče se bomo spet pojavilo, upamo, da zdaj kmalu, da bi spet igrali in zdaj naprej seveda radio. To je največ dela zdaj v skupnosti, ki ga delam. In poleg HASE tudi New South Wales, sem tudi član in sem bila predsednica 2 leti, tako da
smo to začeli in zdaj malo podali do tega, da zdaj bomo lahko mogoče tudi delali en tak velik projekt, digitalizacijo vseh podatkov in se bomo povezali, upajmo, s Slovenijo v tem projektu, tako da bodo te podatki tudi v Sloveniji in bodo tudi tukaj ohranjeni. Pa kakšne stvari to pobira HASA? HASA pobira vse, historični arhiv za Slovence v New South Walesu. In to vzamejo vse, recimo, članki, ki so v misli, a pa v raznih časopisih, tudi revije, ki so bile pred leti, Glas Slovenije so tudi noter, vse organizacije, vse podatke, tile občini zbori, recimo, pa kakšne plese, ko so bili objavljeni pred leti. Večinoma tudi slik ljudi, ker veliko zdaj ljudi v teh letih je tudi pomrlo, tako da je veliko bolj ocenjeno, te bolj ocenjuje, da vidiš eno sliko ljudi, ki niso več med nami. Ne? Tako da to lahko popiše, kdo so bili, kje je bilo to fotografirano, potem dajo to noter, da je to v zgodovini, recimo to za naše 3., 4. in 5. generacijo naprej. Ja, to je zelo važno. Ja, to je zelo važno in zdaj, ko ta projekt digitalizacija, to bo še boljše, ker potem imaš vse na računalniku in nekje je shranjeno v Sloveniji, recimo tukaj v Avstraliji tudi, tako da je bolj dostopno do ljudi po svetu in potem so rekli, da bo to pilotski projekt. Če bo to uspelo letos ponarediti, potem bodo lahko po tem modelu naredili po drugih državah, recimo v Ameriki ali pa kjer drugje. Pa kako ste se naučili slovenskega jezika? Najprej v slovenski šoli, seveda tam, najprej ne 3-4 leta, potem sem šla v srednjo šolo, v slovensko šolo v Bankstown v Sobotah. Tam sem šla 6 let, v zadnje 2 leti me je učila pokojna Marija Zaličan, tako da tam sem imela največ znanja in seveda zahvalo njej tudi, da sem prišla na radio. Ker kot vsak učenec v maturitetni predmet moraš narediti en prispevek na konc leta, ko maturiraš za radio. In se ne spomnim točno, kaj sem jaz naredila takrat, ampak potem me je vprašala, da naj pridem nazaj enkrat januarja, februarja, da naredim prispevek in potem je šlo tako naprej. 3 leta in potem ona je zbolela in je vprašala za pomoč in seveda sem se v tem času naučila o sestavi oddaje, sploh kako se dela, kako točne podatke, tudi z njo na oddaji velikokrat in je bilo 2-3 leta potem, ko sem potem uradno prišla kot sodelavka in delala svojo oddajo. In posnetek imam nekje doma, sem ga našla pred nekaj časi in je to bilo 2000 nekje, ko sem začela in je čist drugačen glas in ja, ne bi rada preveč poslušala tisto. Gre na boljše, ne? Vedno na boljše, ja. Sem zdaj po 10-12 letih je veliko boljše, tudi znanje jezika, ko ga skozi uporabljaš. Prej je bilo sam malo, znal si jezik, ampak ne moreš, se zmisliti take besede in take skloni, da niti ne gremo. Ampak gre na boljše vsak dan, ko govoriš, narediš več pogovorov, narediš več tega, bereš več novic in potem ti bolj lažje teče jezik. Zakaj ste tako navdušena nad Slovenijo in njeno kulturo? Sem navdušena, seveda, ker to je moja prednost. To starši so bili tam rojeni, stari starši in tisti pred njih, tako da to je že del tebe, ko se rodiš, to je že del tebe, da je slovenska kultura. Drugače pa je seveda dobro, da ohranjamo te neke slovenske običaje, tudi največ. Kultura in običaje, to je del tudi vas, ko se doraščal. Si vedno imel tako hrano bolj slovensko, ko je že kuhano, tako običaje, ste praznovali take praznike, recimo kot kulturni dan Prešeren, kot pust, kot martinovanje, kot jožefovanje, to je že del tebe, ko si že doraščal. In to je pomembno, da tega držiš, da to daš naprej svojim otrokom in vnukom, da imajo tudi nekaj čut slovenstva. Zdaj sprašujemo, kaj je to slovenstvo, kaj bo zdaj slovenska skupnost v Avstraliji naprej, kaj je prihodnost. To se čuti, ni samo jezik, recimo 2., 3. generacija ne bojo veliko govorili slovensko, ampak je nekaj čut slovenstva, da ti propadeš neki skupnosti, ki imate nekaj skupnega. In to je, da moramo obdržiti ta jezik, kulturo, običaje in to slovenstvo.
Pa kaj je v slovenski kulturi, ki bi želela, da druga in tretja generacija avstralskih Slovencev tudi vidi? No, bi želela, da spoznajo te pesnike in pisatelje, ki so bili pred leti, in da spoznajo najprej tudi v angleščini, ker veliko krat tudi prevajajo v angleščini. To, da vejo, da vidijo, kaj so pisali pred 200, 300, 400 leti, kaj so delali, kaj so pisali, o čem so govorili. In to živi tudi danes. Mislim, ni važno, da je bilo 300 let nazaj. Ta zgodovina slovenska je bogata. Mislim, tudi med Avstro-Ogrsko, med Jugoslavijo, kakor je, ni važno, kaj pa še na koncu, ampak zgodovina je zgodovina na koncu. Ampak je pomembno, da vsi vemo nekaj o čem, kaj se govori o slovenski kulturi, zakaj je tako pomembno in zakaj je tako lepo. Kako ste se vključili v slovenskem radijskem programu SBS? Ja, jaz sem se vključila v tem, ko sem bila takrat v srednji šoli, potem sem prišla tukaj delati in potem, ko je Mariza zbolela in umrla, potem sem jaz to prevzela iz Sydneyja, saj iz te strani imamo tudi sestrsko postajo v Melbourneu. Seveda poznate tudi pokojna Elico in pokojna Karolino, ko so bili dolgo leta tudi tam. In jaz sem prevzela ta sidnijski del in potem se je malo menjalo, dokler so obe bile pokojne in potem je to menjalo, spet prišlo nazaj name in sem dobila nove sodelavce, Lenti in Pavel, ki jih seveda večkrat poslišite tudi na torkovi oddaji po Avstraliji. In zdaj smo vsi druga generacija, zdaj vsi delamo skupaj, lepo delamo, ni nič, da je kaj narobe in tega, mislim, ta nova generacija malo drugače misli, seveda kot prva generacija, ampak še obdržimo te stike s Slovenijo, kot smo jih prej, tako da vejo točno, kaj se dogaja ljudje v Sloveniji, ampak mogoče mi mislimo malo drugače, na kakšen način pogovor, recimo. Kakšen je ta misel drugačen? Ne, da mislimo drugače, ampak mogoče včasih sestavimo malo drugačno oddajo, kot je bilo pred leti. To je del tega tudi, ker je malo spremenilo vodstvo tukaj pri radiju, tako da pride druge zahteve in pride drugi pogoji. Tako da moramo več recimo delati, kaj se dogaja v skupnosti sami in kaj se dela v Avstraliji. Ker pač na koncu živimo tukaj in to je prav, da damo več novic in več dogajanj od tukaj, kot iz sveta ali pa iz Slovenije. Tako da mogoče ljudje so mogoče že opazili v zadnjem letu, da se to malo spremenilo. In zaradi tega mislimo, da je malo bolj pomembno, da dajemo več iz Avstralije. Pa koliko dolgo časa delate program? Koliko časa povprečno delamo eno oddajo? Vi? Jaz? Kdaj ste začeli? Katero leto? Ja, jaz sem začela nekaj 96. Nisem bila še uradno sem bila kot sodelavka leta 2000. Tako da je zdaj 12, čez teden dni bo 12 let, odkar sem tukaj kot sodelavka. Zadnje 3 leta pa sem kot urednica, tukaj glavna urednica. Čestitke. Hvala. Tako da zdaj vodim jaz oddajo pa ekipo, Lenti, Pavel in jaz, tako da tukaj je glavni sedež, bi rekli. Pa kako dolgo se dogaja slovenski program na SBS? Oddaja na slovensko oddaja na radio SBS je 2-krat tedensko, ob torkih in nedeljah od 8 do 9 ure, tako da 1 uro, 2 uri imamo na teden. V torkih gre čez celo Avstralijo, tako da v vseh glavnih mestih in tudi v Cairns, v Darwin, posod v Wollongong, Newcastle gre ob torkih, ampak gre ob 9, tako da pride posnetek ob 9. In potem ob nedeljah pride ob 8 do 9 ravno tako, ampak samo v Sydney in Melbourne se sliši preko radija. Digitalnega radija lahko posluša po celi Avstraliji, tudi preko spletne strani tudi, ker je v živo, ali pa tudi posnetek po oddaji tudi tam na voljo, recimo en teden. Tako da tisti, ki recimo ne poslušajo takrat ob 8, a pa so kje drugje, da ne lovi recimo signala, lahko poslušajo preko spletne strani tudi. Pa kaj je namen programa? Namen programa je ravno to, da informacija, da je informativna oddaja, da se pove, kaj se dogaja v Sloveniji, najvažne recimo politike, gospodarstvo, kaj je največje glavne poročila, potem kaj se dogaja v skupnosti, največ. Naj bo to v Sydneyju, v Melbourne, po Avstraliji,
ni važno, s kom govorimo, naredimo pogovor, recimo imamo obiske tudi povsod. Največ, kaj se dogaja tukaj in kaj so recimo, kakšne informacije, naj bo to veleposlaništvo, naj bo to iz vladnih strani, recimo uradne novice iz Medicare, kakor je. To je namen tega programa, da se obvesti ljudi v slovenski skupnosti, ne glede, če grejo v skupnost, ne grejo v skupnost, lahko odprejo radio, poslušajo nas v svojem jeziku in vejo, kaj se dogaja. Pa kakšne spremembe ste opazila, odkar ste začeli oddajati? Veliko sprememb je, posebno v zadnjem letu, 2, ker bolj udarjamo na to avstralsko skupnost. Veliko sprememb je tudi sprememb ljudi, rečemo poročevalcev. V Sloveniji smo imeli, imamo tudi ogromno še, ampak zahteva malo manj za tiste novice, recimo zdaj, tako da moramo malo skrajšati, ampak tisto največ, da je manj glasbe, da je drugi poročevalci pridejo seveda in da drugi glasi pridejo. Zdaj, prej smo bili bolj ženske, mislim pred leti, ko se je oddaja začela, je bilo malo moški in ženski glas. Tista leta, ko sem jaz začela, smo bili 3-4 ženske, zdaj pa, ko sta Lenti in Pavel imala moški glas, tako da malo drugače zveni tudi na oddaji, ampak druga generacija pride, malo drugače vidimo svet, mogoče, in imamo teh ne obveznosti, ampak te mišljenje recimo od tistih, ki so prišli tukaj, zakaj so prišli. Smo dorašli tukaj v tej skupnosti, ampak nimamo teh zadržkov, mogoče, ki prva generacija včasih ima. In to je en teden v Sydneyju in drugi teden v Melbourne, tako teče? Včasih ja, včasih ne. To je odvisno od nas, ker imamo 2 ure na teden na razpolago, potem, ker vsak od nas ima drugo službo, tako da si razdelimo, kdo ima kaj in seveda, ko sta Pavel in Lenti oba muzikanta, tudi glasbenika, tako da je malo težko tudi časih na nedeljo, da bi ona dva prišla, tako da si razdelimo malo odvisno tudi od njih, kdaj oni igrajo, če imajo kakšno prededitev, da recimo, da jaz pridem na mesto njih, tako da si razdelimo malo, ampak poskušamo, da je v vsaki oddaji, da sta vsaj 2 glasa, recimo mene in Lentija in Pavla, tako da ni vse na enega in malo drugačne zveni tudi. Je dosti priprave za program? Ja, ljudje ne bi si mislili. Recimo, kdaj pridete v studio zjutraj? Recimo danes zjutraj, ko je nedelja, sem imela oddajo, sem bila že tukaj ob 5. Oddaja gre ob 8, tako da ta del moramo seveda prevajati novice, ker imamo svoje novinarje tukaj, ki nam pišejo novice v angleščini. In to seveda moramo prevajati v slovenščini, tako da moramo imeti dovolj časa, da to naredimo, preden oddaja gre v eter. In če je kaj drugega, recimo kakšne poročevalce prišli, so sem poslali prispevek, tako da moramo še to dodati. Tako da je kar nekaj priprave, recimo da sam za danes, ampak tudi recimo na petek ali na soboto, odvisno kdo je tukaj, moramo tudi pripraviti pogovore, moramo dogovoriti se, kdaj bo to narediti, je treba montirati, je treba to dati glasbo zraven, kar je treba. Tako da je kar veliko ur, kam si ne misliš od začetka, da bo toliko ur. Kakšne bi mislili samo 1 uro, ne? Ja, ljudje pravijo, zakaj pride, ne mislim, saj prideš na prededitev, recimo nedeljo pa poldan utrujen, pa praviš, saj nisi prišel ob 7 noter, ne? Ne, to ne gre, ker ni časa za priprave, ne? Če želiš narediti kvalitetno oddajo, moraš priti malo prej, da imaš točno vse napisano, recimo novice in poročila, kar je treba za tisti dan. Pa kako vidite program v času 10 let naprej? Ja, to je težko vprašanje, ker naša skupnost je stara, manj je te prve generacije vsak dan, tako da je manj teh poslušalcev, ki so bili z nami recimo od začetka, in manj tega druge in tretje generacije, kjer recimo lahko dobijo tudi novice po spletnih straneh v Sloveniji v angleščini. Tako da recimo nimajo tega mika, da bi jih poslušali oddajo, če ne razumejo slovensko. In to je težko. Zdaj v teh mogoče 5-6 mesecih bomo izvedeli te analize od cenzusa, od popis prebivalstva lani in bomo videli potem, kaj to za našo skupnost pomeni. To delajo tukaj pri vodstvu vsakih 5 let, gledajo te številke in pogledajo, kakšne
poslušalce lahko ima vsaka oddaja, recimo, ne, kako je skupnost velika in koliko ljudi sploh znajo slovensko. Tako da to je veliko pomembno za nas, da vidimo, če bomo izgubili recimo kakšno uro, upajmo, da ne letos, ampak vidijo tudi, če so kakšni novi jeziki, ki jih nimamo tukaj, ker tukaj je 68 jezikov, ampak jih je več seveda v Avstraliji. Tako da včasih ne, gledajo in če je preveč recimo ur za druge skupine, pa jih mogoče odbija kakšno uro, dve in potem dajo tem novim skupinam. Tako da upamo, držimo pesti, da ne bo nič letos, ampak čez 5 let se nikoli ne ve. Upamo, da se s tem novim tehnologijo, da pridobimo več poslušalcev preko spletne strani, da lahko recimo ne cele oddaje poslušajo, ampak posnetke oddaje in potem lahko tako sodelujo, ne, da vidijo, okay, to, čem videti, kaj se dogaja, ničem poslušati celo oddajo. Mogoče bomo imeli več stika s tem, da pridobimo drugo, tretjo, četrto generacijo in tisti mogoče, ki se niso zanimali za slovensko skupnost ali pa za slovenski rod, mogoče bojo v nadaljevanju bojo se zanimali in bojo prišli nazaj in bojo recimo poslušali oddajo. Bi še kaj rada povedala nekaj od slovensko v Avstraliji? Tukaj upam, da bi bilo še veliko let, da ne bi bilo da samo poslušajo oddajo, ampak da bi sodelovali druga, tretja, četrta in peta generacija v slovensko skupnost. Tudi če ne znajo jezik, tudi o angleščini in da se počutijo doma med svojimi, tudi ni važno, kam pridejo. Ker jaz vem, da mi recimo, ko grem večkrat v Melbourne, pa če grem v Adelaide, v Brisbane, kamar je, se počutimo doma med svojimi, ravno ni važno, kje smo in koga vidimo. Upamo, da bojo to držali ta stik s slovensko skupnost in da se bojo čutili kot Slovenci. Tudi, če ne znajo jezik, ampak kulturo spoštujejo in običaji in da spoštujejo tudi prednike, ne, tisti, ki so bili pred njimi, ali bojo tukaj ali v Sloveniji. Ker v Sloveniji je čist drugačen svet zdaj, kot je bilo pred 20-40 leti, ko so starši prišli in se spremeni in vsak ima svoje mnenje o tem, ampak svet se vedno spremeni, ampak da obdržimo to slovenstvo, to je najbolj važno in najbolj pomembno. Tanja, lepo hvala za intervju. Hvala vam in da ste prišli in obiskali naš studio in vabimo tudi ljudi, da pridejo večkrat nas obiskati, da vidijo, kako mi delamo in kako pač tudi izgleda.